Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam? Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Žarko se je z gorami srečal v otroštvu, s plezanjem v srednji šoli in med študijem psihologije na Univerzi v Ljubljani. 1978 je postal alpinist, opravil je več kot 300 alpinističnih vzponov, 20 prvenstvenih in bil na 11 alpinističnih odpravah. Leta 1981 je postal član gorske reševalne službe, več kot 20 let je bil načelnik postaje GRS Tolmin, kjer je prisostoval na več kot 930 reševalnih akcijah. Kot psiholog je služboval v osnovni šoli, kjer se je nedavno upokojil. Kot izkušeni strokovnjak nudi psihološko pomoč gorskim reševalcem ob hudih nesrečah. Bil pa je tudi vodja državne ekipe za psihološko pomoč civilne zaščite, ki se aktivira na poziv v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč. Žarku pomeni prostovoljstvo življenjsko pot. Skozi svoje mnogoletno delovanje kot psiholog in kot gorski reševalec, tudi kot vodja številnih taborov za mladino in družine, ter vse drugo, nesebično in strokovno pomaga ljudem, mnogokrat ljudem v stiski. Za svoje delo je že prejel več častnih priznanj doma in na tujem. Tokrat z nami v steni dolgoletni humanitarni prostovolec, človek z resnično velikim srcem, Žarko Trušnovec. Žarko, živjo. Pozdravljen. Živjo, ne vem, če se je že zgodilo, da je gost na snemanje naših epizod prišel pred mano, pa pred Luko. A ste vedno tako pripravljeni? Ja, glede na to, da pridem iz Tolmina, moram upoštevati, kaj vse se lahko zgodi na poti. Čez Idrijo je zdaj enih 5-6 semaforjev in je treba iti po času. Je zdaj časovnica tako, recimo? Ja, tako s pametjo, pa malo rezerve moram računati slabe 2 ure. Slabe 2 ure, pa ste pa res že zgodaj šel od doma. Ja, malo čez 6. Ampak sej, kot gorski reševalci ste pravzaprav takih klicev nenadnih in poti in tega zelo veliko navajeni. Ja, tega si kar nabralo v recimo 42 letih. 42 letih. Pa pojva po vrst, prihajate iz Tolminskega. Ja, s Trebuše. Zdaj sem pa v Tolminu že več kot 30 let. Kako se je zgodil ta stik z gorami? Je bilo to doma, v okviru družine ali kasneje? Ne, jaz sem živel v okolju, kjer ni noben hodil v hribe in sem preko sorodnikov, bratrancev, pol dobil stik s hribi pa začel hoditi. Plezanje pa kdaj? Plezanje pa v srednji šoli, v gimnaziji. Ja. In to ste se že takrat vpisal v šolo alpinistično ali kako drugače? Ne, to je bilo, kar bi se reklo, na skrivaj pa na črno. In do prvega letnika na faksu smo pač plezali tako. Potem sem pa dobil sošolca Petra Markiča. Aha, tudi psihologa, Ja, me je enkrat pač vprašal, kje sem bil, mislim, da sem rekel Čopov steber. Potem pa je rekel, če bi ti hotel preživeti, bi bilo pa fajn, da prideš na alpinistično šolo. In sem potem šel na alpinistično šolo v Kranj, kjer so bili pa Tomo Česen, pa Ned Zaplotnik, pa brata Štremfelj, pa tako. Aha, to so bilo potem ta leta. Ja. In to je bilo verjetno kar tako močno okolje, kjer je nek mladi, nadobudni plezalec se lahko še dodatno navdušil za alpinizem. Ja, nadobuden, pa dobil sem res takrat stik z ljudmi, ki so me sprejeli tako, da me je še bolj začelo tole vleči. Bil se pa tudi kar na nekih odpravah, sem zasledil.
No, se ta pot v Kranj je bila tudi zaradi tega zanimiva, ne. 79 se je pripravljala odprava na Everest in iz Kranja so šli na odpravo brata Štremfelj, Nejc in pa Mišo Jamnik, in kar naenkrat se je spraznilo mesto za 4 ljudi za odpravo na Alpamajo. In tako sem pač spletom okoliščin prišel v tole ekipo. Ampak tam sta bila pa Marija, ne, če se ne motim. Marija med drugimi, in Barbara Perčič. Pa tudi takrat, ja. Tomo je bil tam, ne? Pa Tomo je bil. No, bilo nas je 13 Kranjska odprava. na Alpamajo, ja, leta Ste 79, tudi v čisto splezali gor? drugih časih, ja. Prvenstveno Smer, pa na Kitarahu je bila ena ekipa, pa Luka Krničar pa Matej Krajnc sta presmučala severno steno Kitaraha. To je bilo takrat Aha, kar. kot alpinistični spustniki. Zanimivo. To je drugače pogorje v Kordiljeri Blanki V v Blanki, Peruju. ja. Tako sicer zelo priljubljena destinacija, verjetno ne samo slovenskih, ampak slovenskih alpinistov zagotovo, ne. Včasih so bile društvene odprave tako nekaj praktično vsakoletnega Precej, skorajda. kar nekaj sem tudi jaz pol še ljudi peljal dol, tako da v Blanki sem bil še, mislim, da še 6-krat. Ja, ste se kar kasneje. vračal. Pa tudi še drugam ste šel, ne? Ja, pol je bila pa leta 82 primorska odprava na Aconcagua. Prvenstvena Smer, brata Podgornik, Zlate Gantar pa Ivan Rejca, ne, to je bila Ja, pa ja. Smer, ki je takrat bila tako obok marsikateri himalajski. Ena pomembnejših smeri v ostenju južne stene Aconcagve, ne? Ja. Pa tudi sicer je takrat kar odmeval ta vzpon, ja. Kako pa, da ste se odločil za študij psihologije? V gimnaziji smo imeli profesorico, ki je bila, bi rekel, da zanimiva, nam je tudi to da zanimivo predstavila, pa takrat sem se začel tako malo z jogo ukvarjati, pa spise Mahatma Gandija sem bral in tako naprej, a ne. Tako da na koncu sem kolebal medicina, matematika, psihologija. In je nekako preveslo Ja. za psihologijo. Kje pa na vrsti prišlo potem ta pot gorskega reševalca? No, v Tolminu smo se takrat vračali iz različnih alpinističnih odsekov, iz Bohinja, Janko Humar, Ivan Rejc, iz Goriškega pa Boris Mlekuš in tako naprej. In načelnik takratni Janko Koren je kar malo spremljal te kadrovske premike in po odpravi na Aconcagua so me kar pritegnili zraven. In nekako, ne, tako milo rečeno, ste se kar našel in zataknil tam pravzaprav za celo življenje, ne? Ja, 40 let, ja, in to ti pa kar spremeni tudi način življenja na koncu koncev. Ker gorski reševalec, biti gorski reševalec ni zgolj nek hobi, nekaj, ki moraš to nekako čutiti. Ja, je kar daleč od tega, da bi bil hobi, sploh pol, ko se srečaš z takimi najhujšimi, hudimi stvarmi, je pa kar odločitev, ali bom šel naprej ali ne. To vlogo vašo, ki jo opravljate pravzaprav v okviru Gorske reševalne službe Slovenije, pa tudi civilne zaščite, bova še kasneje, ampak verjetno to, da ste pa psiholog in tudi gorski reševalec, vas je pa začel verjetno tudi usmerjati v ta del, da se ukvarjate ob teh pravzaprav najhujših situacijah. Na eni strani tako z gorski reševalci, ki se soočajo z nekimi travmatskimi izkušnjami, predvsem, ko se zgodi neka smrt ali pa zelo huda poškodba, nenazadnje pa tudi predvsem sorodniki ponesrečencev. Ja, to se ni začelo kar hitro. Ko se je pa nabralo teh dogodkov malo več, sem pa začel tudi malo gledati, kaj se pravzaprav dogaja takrat z kolegi reševalci, pa sorodniki tistih, ki so vpleteni v te dogodke. In med drugim sem se vprašal, pa a smo se kdaj o tem sploh pogovarjali. In sem ugotovil, da v 4 letih študija psihologije
o tej temi, o smrti, nismo slišali niti stavka. Zdaj, pred kratkim sem predaval bodočim vodnikom reševalnih psov in je bila tudi kolegica, lih malo mlajša, psihologinja, in sem jo predvsem vprašal, a imam prav, in je gladko potrdila, ja, v času študija o tem nisem slišala nič. Kako si to razlagate? Ja, to je pač tabu tema, o kateri se ne govori, ljudje se tega izogibljajo in zato smo na take dogodke v največji meri nepripravljeni. Verjetno je razumljivo, ne? Smrt je tisto ultimativno dejanje življenja, ne? Ko se to konča, in nekako verjetno sploh v tej sodobni družbi se hočemo to življenje podaljševati, ne bom rekel v nedogled, ampak se hočemo premikati čim dlje od sedanjosti, in verjetno je mogoče tudi to razlog, da se nočemo o tem pogovarjati. Razlog je predvsem v tem, da to ni več del življenja, ker v prejšnjih časih, jaz sem jih na srečo še doživel, ker smo živeli v enem majhnem zaselku, kjer smo se vsi poznali, sodelovali, in takrat je človek pač zbolel, pa še bolj zbolel, pa je umrl, potem smo ga imeli 2 dni na parah, se poslovili in življenje je teklo naprej. Danes gre pa človek v bolnico in včasih pride nazaj v žari. To je še za odraslega človeka težko sprejemljivo, kaj šele za mladino, pri kateri delamo na tem področju veliko škodo zaradi tega. No, saj to se nenazadnje tudi jaz spomnim. Moja pokojna babica je tudi pravzaprav ležala še v doma, na kmetiji, ne vem, zdaj se ne spomnim, sem pa se majhen, verjetno vsaj en dan, in pač smo bili tam, hodili so sorodniki, prijatelji, vaščani, in se tam pač poslavljali od pokojne, pa tudi potem preživeli tisti čas z nami. In mogoče je tudi ta stik, ker je bil pač pokojni fizično še tam drugačen, kakor ob sami žari. Ja, ta prehod je bil postopen in tega, če so bili tega deležni tudi mlajši, tudi otroci, potem so to nekako sprejeli pač kot neko dejstvo. Če se pa o tem ne govori, če se jih od tega odmika, je pa taka stvar pol hud šok, ko pride do tega. Ker ste pa tudi služboval kot psiholog v osnovni šoli, imate pa veliko izkušenj z delom z otroci, zlasti osnovnošolskimi. Pa mogoče imate tudi na tem področju to izkušnjo, kako otroci to doživljajo. Ja, otroci to doživljajo tako, kot pač izvejo. V šoli sem v glavnem doživljal to panika, kaj pa zdaj? Kdo bo to povedal, kdaj bo povedal in tako naprej. Čist tak primer smo imeli, neka športna prireditev, kolabiral je mlajši moški, prisotna je bila tudi nujna medicinska pomoč, zato so ga takoj oživljali, pripravili, priletel je helikopter in ga odpeljal v klinični center. Naslednji dan pa pridejo k meni v šolo najbližji z vprašanjem, kako naj ta mali povemo, kaj se je zgodilo. In jaz sem bil presenečen, sem vprašal, pa še niste povedali? Ne, nismo. Kaj naj pa povemo, ja? Tako kot je. Tata je šel v bolnico in otrokovo vprašanje bo, ali bo umrl. Mogoče tudi. Skratka, to je mogoče problem tudi staršev. Ali tudi... Ja, predvsem je to problem odraslih. Ne smemo se bati otrokom povedati resnico, oziroma dolžni smo povedati resnico. Pač njim primerno je, kaj bo pa pol, ko bo kaj vprašal. Ja. Odgovoriš na tisto, kar bo vprašal. Z realnimi stvarnimi dejstvi. A pa se potem preveč bojimo teh nekih posledic ali česa, da potem odmikamo
Ja, ta tu je vprašanja? strah, sej ni tak reka, ne, če se človek boji smrti, se ne more veseliti življenja. In to je dejstvo. Močna misel pravzaprav. Ne, na nek način. Če se zdaj vseeno še vrneva majčkeno na gorsko reševalno službo. Zdaj, vi ste član gorske reševalne enote Tolmin. To je, kakor meni znano, iz poročil gorske reševalne službe, pa tudi iz medijev, ne, zdaj ste že kar prepoznani, da ste pravzaprav ena najbolj obleganih enot, ker je zaradi turizma, zaradi gora, zaradi Soče, reke, ne, in športnih aktivnosti na vodi, pa nenazadnje tudi menda je zelo veliko kolesarstva v tistem področju, imate zelo veliko dela. Ja, tako če bi rekel za ene 20 let nazaj, a ne, je Bohinj in Tolmin, potem Bovc, se pravi ta zahodni del Slovenije. Pač gorska reševalna služba je bila ustanovljena najprej zaradi reševanja v gorah, ampak v teh predgorju se je po v zadnjih 2 desetletjih zgodilo veliko novega, ne. Začelo se je s soteskanjem, letenje s padali, še prej z zmaji, zdaj v zadnjem času gorsko kolesarjenje. In ogromno tujcev, večino predstavljajo že tujci, in se je število nesreč res enormno povečalo. Nekje sem zaznal en podatek, da ste pač postal načelnik enote leta 2001, če to drži, in da takrat je bilo 18-20 nesreč na leto, zdaj jih imate pa tudi po 100 na leto. Ja, povprečje je tam nekaj čez 80, a ne. Jaz se spomnim, eno leto prej, prejšnji načelnik jih je bilo 15, pol jih je bilo 18, v 10 letih smo prišli pa na 100. To je kar preskok, ne. Ja, tudi drugače je bilo treba organizirati, ker ena intervencija na dan, a ne, to je nekaj takega, kar je obvladljivo, a ne. Jaz velikokrat rečem, take službe, kot je naša, ali pa gasilci, so v preteklosti delovali najmanj v redu, če ne super, a ne. Zbereš najboljše ljudi, najboljšo opremo, gremo. Ja. Potem pa spet zvoni telefon, imate intervencijo, ja, vem, ne veš, to ni tista, ampak ena druga, po možnosti na drugem koncu terena. Pol se je zgodilo, da je klical še tretjič, jaz sem doživel, da smo imeli enkrat 7 intervencij v enem dnevu, 3-krat jih je bilo 6, 5, to, če sta samo 2 po leta, ne, je že nekako Saj običajno. ne bova šla v detajle glede tega, ampak to je bilo pa verjetno res težko podelati. Ja, spomnim se, da je eden od kolegov bolj mojih let rekel, to pa ni več za amaterje. To pa ni več za amaterje, jaz si predstavljam. Pa sicer, ne, pravzaprav, ker recimo Tolmin ni tako velik kraj, ni tako veliko mesto, imate očitno dovolj kadra gorskih reševalcev, da pač se to zmorete. No, to je malo povezano, koliko je tega alpinističnih ali pa planinskih kolektivov, a ne, k nam gravitira alpinistični odsek v Idriji, v Cerknem, v Tolminu, Ajdovščina, Nova Gorica, tako da s kadrom nekako gre. Seveda, ker pravzaprav vaša enota pokriva več občin, ne samo vašo tolminsko. Aha, torej seveda tudi od ostalih odsekov. Ja, dobivate Tolmin ima skupine alpiniste. v Podbrdu, Kobaridu, Cerkno, Idrija in pa Kobarid pa Ajdovščina. Pa so praviloma vsi alpinisti člani, tudi Ne, reševalci? Ne, vse stremi k temu, da ima vsaj alpinistično šolo, drugače pa vsaj, da so ta pravi gorniki. Sam verjetno pa potem nas pri samih akcijah majčkeno določate, kdo kam. Sej to se pa hitro vidi, katera naloga komu pripada. To si predstavljam, ja. Koliko pa imate zares tudi kakšnih stenskih reševanj, torej poškodb recimo alpinistov ali pa mogoče tudi kakšnih planincev, ki so padli, mogoče čez kakšen rob pa obtičali v kakšnem zelo vertikalnem svetu? Zdaj, planinskih je recimo od celotnega števila dobra četrtina ali pa tretjina. Nekaj od teh je tudi teh zahtevnih, stenskih ali pa zimskih, pa grape, pa slapovi in tako naprej, a ne. Ostalo je pa vse drugo, od soteskanja do letenja z padali.
Pa sicer pa nimate problemov, ker tako, ko se pogovarjam po različnih koncih Slovenije, pač tam, kjer so izpostave gorskih reševalnih enot, da nekje imajo že težave s kadri. Zlasti mogoče za tisti del, ki je mogoče bolj kompleksen v smislu nekega stenskega reševanja in tako. Kako imate pri vas to? Še menedžirate situacijo? Ja, v vsaki generaciji je nekaj tudi teh pravih, dobrih alpinistov z izkušnjami tudi v velikih stenah, tako da nekako se pokriva. Se pravi, pri nas, kljub temu, da je Tolmin majhen, je pa več alpinističnih odsekov, tako da kader doteka in zaenkrat delujemo. A pa se kdaj zgodi, da recimo tako, kot ste omenil, da je bilo 6 klicev, ali pa mogoče pridejo obdobja, ko vsi reševalci se tudi ne morejo odzvati na klic, na pomoč, bodisi bolni ali jih celo ni, ali kakorkoli, ne vem, majčkeno na pamet govorim. Kako pa je potem tudi kakšno, bom rekel, sodelovanje med različnimi enotami, ne? Najbližja enota vaša potem je iz Bovca? Ja, Bovc, zgodilo se je parkrat, da smo klicali Bovc ali pa da so prišli dodatni reševalci iz skupin. Nikoli se ni zgodilo, da akcije ne bi mogli izpeljati, Je pa šlo včasih tudi tako, da smo s prejšnje intervencije koga poklicali, ko smo ugotovili, ali pa da je tista stvar počakala. Se veste, če nekdo visi nepoškodovan pa daljc na drevesu, lahko tudi počaka. Ja. Pa da se prej reši tisto, kar je nujno. Ker si predstavljam za kakšne iskalne akcije, če kdaj kdo dejansko pogrešan, da se ne ve, kje je pa verjetno tudi število tem reševalcev na samem področju, pa mora biti verjetno večje, ne? Ja, samo tam se pa pač tudi način iskanja prilagodi številu. Eno tako pravilo je, da boljše, da se preišče manjše območje v nulo, tako da tisto odkljukaš. Ja. Sploh, če so take situacije, ker sploh ne vemo, kam je šel, potem se tudi prilagodimo pač temu, da ne moramo pregledati vsega naenkrat. Pa se kdaj zgodi kakšna taka situacija? Ali pa da je kdo, recimo, da ne veste, kje je izgubljeni, ali pa da je poklical, pa mu je potem telefon crknil in ni signala in se potem ne ve več čistočno, ali pa sporočil, da je nekje, pa zares ni bil tam. Vse sorte, sploh te iskalne akcije so nekaj posebnega, ker če bi jih bilo enostavno najti, bi ga takoj, ker iščemo najprej tisto, kar je logično, potem je pa možnosti čuda, tako da tudi vseh nismo našli, nekaj ljudi je še zmeraj pogrešanih. Se niso nikoli. Tudi pri nas, to pa nisem vedel. Ker recimo, ker sem pač tudi poklicno več v centralnih, zahodnih Alpah, zlasti v ledeniškem svetu se večkrat zgodi, da je nekdo nekam zginil, ker verjetno ali je plaz zasul na nekem širšem goratem območju ali pa se nekdo padel v ledeniško razpoko in ga potem dejansko ne najdejo ali pa šele čez mnogo let, ne. Meni pade na pamet zdaj dve recimo take, en slovaški državljan na Matajurju, iskali smo ga več kot 10 dni, policija je v nulo organizirala iskalno akcijo, ampak še do danes ga ni. En občan iz Gorenje Trebuše je pogrešan že drugo desetletje, pa smo tudi intenzivno iskali 4 dni, 100 iskalcev ali pa še več. No, je pa res, da je Slovenija, predvsem kraški svet in je veliko tudi tega, mogoče tudi kakšna taka. Ja, pa človek je v naravi nekaj tako majhnega, da se čisto komot lahko zgodi, da pade nekam, kjer ga ne najdemo. Saj to je bilo nedavno v Bovcu, Mislim, da je bil nemški državljan, iskali so ga lani poleti, odkrili so ga pa zdaj pred kakšnim mesecem pa pol, čisto slučajno. Čeprav to, kar ste ravnokar rekel, da je človek zelo majhen in kako je narava velika, tudi v naših pogovorih takihle je že marsikdo tole rekel, ampak da pa človek to nekako dojame, pa ponotrani mogoče celo, pa že rabi neke življenjske kilometrine.
Kaj Ja, se menite? to je isto kot v alpinizmu. Na začetku si zagnan, nekritičen, pa te včasih kakšna stvar udari po glavi, pa se malo zaplete vse skupaj, ne, začneš pa bolj resno razmišljati o vsemu. Na koncu, ko si pa še starejši, pa hribi postanejo tudi večji pa bolj strmi. Ja. To pa se mi zdi, da vsako desetletje utrdi to spoznanje, ne, in se mora pa potem človek enostavno malo prilagajati. Sicer ste pa tudi, pa me boste popravili, sicer še ali pa bil vodja državne ekipe za psihološko pomoč civilne zaščite, ki se aktivira na poziv v primeru večjih naravnih ali pa drugih nesreč. Ja, to stvar smo nekako speljali v okviru zaščite in reševanja. Ena skupinica psihologov se nas je zbrala, nekako so me namočili v to, da sem to ekipo vodil. Gre pa za to, da v primeru, ko se nekaj hudega zgodi, lahko ekipa, ki je bila udeležena v intervenciji, ali so to gasilci ali gorski reševalci, zaprosi za to pomoč. To se pravi, pride nekdo od nas in opravi kasneje ta razbremenilni pogovor. To ni treba takoj, ampak v kakšnem dnevu, če je hujša stvar, tudi večkrat. To je ena linija. Druga je pa, da se je začel vzpostavljati ta sistem zaupnikov. To so pa gorski reševalci, gasilci, ki so se dodatno usposabljali na tem področju in lahko pa to opravijo tudi sami ali pa vsaj vodjem intervencije predlagajo, če je za njih prezahtevno, da pokličejo to ekipo. Ki potem pomagajo udeležencem, torej Tako, gorskim reševalcem. da se opravi pač razbremenilni pa pogovor, gasilcem. če je treba tudi večkrat, tako da stvari predelajo čim bolj neposredno po intervenciji. Vedeti moramo to, ne, taki dogodki so stresni in puščajo posledice. Stres ima tako kumulativno naravo in če se nalaga, se lahko tudi slabše konča. Laiki bi rekli temu travma. Ja, Doživimo neko travmo. doživimo travmo, ki jo pač nosimo s sabo, če jo ne damo iz sebe. Zdaj, verjetno je pa odzivov na neke situacije ravno toliko, koliko je pač vpletenih ljudi. Ja, tle ni nekih strogih pravil. Neka situacija je lahko za nekoga bolj stresna, odvisno od tega, a je že doživel kaj takega, koliko je bilo tistih stvari v zadnjem obdobju, ni vseeno, a si na intervenciji vsak mesec ali pa vsake 2 meseca, ali pa si bil že tisti teden 3-krat ali pa celo tisti dan 2-krat, a ne, tako da stres ne deluje enako, pa tudi enaka situacija je lahko za ljudi v različnih okoliščinah različno stresna. Seveda, pa predstavljam si, ne, tudi po svojih izkušnjah, ne nazadnje, da človek je tudi sicer v različnih nekih, bom rekel, psihofizičnem stanju, ne, ko pride potem neka, če spet uporabim, travmatična izkušnja, ne. Ma ja, saj če si zdrav in fit, boš sigurno lažje prenesel neko težko stvar, kot če se slabo počutiš, če si utrujen, neprespan in tako. Kaj pa so recimo tisti glavni občutki ali pa glavne težave, ti glavni stresorji oziroma stresi, ki se zgodijo ob nekem takem recimo travmatičnem dogodku? Recimo se zgodi nesreča v gorah, pride ekipa reševalcev in je recimo ponesrečeni umrl, ne, in potem se opazi, da je eden izmed ali pa več izmed ekipe reševalcev pač, ne, jaz bom rekel, ni čist okej, ne. Zdaj, potem pa vi pridete.
Ja, mogoče bom malo drugače odgovoril na to, ne. Ko smo začeli s predavanji na tem področju, bil sem po par postajah gorske reševalne službe, se mi je potem dogodilo, da so me v zelo kratkem času, območju pol leta recimo, so me klicali 4 mladi gorski reševalci. Vsi iz istega razloga. Zdaj pa, pač prvič na začetku kariere, zelo mladi so se srečali s smrtjo. S tem, da ta mrtev ni bil samo mrtev, ampak je bil pač mrtev tako, kot je nekdo, ki pade čez steno ali pa se kotali po hrapi. In vsi so poročali skoraj z istimi besedami o istih stvareh. Zdaj slabo spim, se zbujam v grozavih sanjah, se izogibljem mesta nesreče in ne morem nehati misliti na to. Zdaj, če bomo prebrali karkoli o posttravmatski stresni motnji, bo med drugim sigurno te 4 stvari. Slabo spanje, grozave sanje, izogibanje mesta nesreče in prisilne misli. Ne morem nehati misliti na to, ne. Zdaj, moja reakcija je bila v vseh primerih enaka. To samo pomeni, da je s tabo vse v redu. Če te smrt sočloveka prizadene, si dober človek. S tabo ni nič narobe. Stres je normalen odziv na nenormalno situacijo. To nima nobene zveze s psihiatrijo. V psihiatrijo spadajo ljudje, ki v normalni situaciji ne morejo funkcionirati. Če te pa te stvari prizadenejo in te začnejo ovirati, je pa to druga stvar. Zdaj, kako se bodo tega rešili, to je stvar tehnike. Kakšen je terapevt, kakšen je reševalec. Po moje je bil pa še bolj zanimiv zaključek teh pogovorov, a ne. Najprej so vsi malo mencali, po so pa skoraj z istimi besedami vsi rekli: "A bi se midva lahko zmenila, da naši ne bodo izvedeli, da sem te poklical?" Ne. Zanimivo. To pomeni, da je ta problem danes bistveno večji, kot je bil včasih, ker tega vedenja o minljivosti, o smrti ni, o tem se ne govori, to je tabu tema. Hkrati pa to kaže, da je še zmeraj veliko tega mačizma. Kaj bo to nam? Mi spijemo gajbo pira, Vse zmoremo. pa zmoremo vse, a ne. In vesel sem se, da se je na tem področju klima spremenila. Tudi recimo pri gasilcih, par takih situacij je bilo, ko so bile res hude. 1, 2 taka primera prav na Štajerskem, do njih je pol šla kolegica Vita Poštovan, opravila te razbremenilne pogovore in to se med temi službami hitro razve. Nič takega ni bilo, super je bilo, pa še fejst punca je recimo. In so se stvari premaknile tam, ker nisem pričakoval, da se bodo tako hitro. Tako da gre v pravo smer, ne, ker jaz mislim, da bi mogel biti ta pogovor po intervenciji en del, kako bi rekel, kulture reševalnega dela. To spada zraven. Ne samo, kako smo reševali, kaj je bilo dobro, kaj je bilo lahko boljše, ampak tudi fantje, punce, kako smo na koncu. Zanimivo je tudi, bom majčkeno vzporednico potegnil, ne. Tudi v zadnjem obdobju je tudi recimo v športu, zlasti v profesionalnem, ne, na športu na najvišji ravni zelo veliko pač tudi prisotnosti psihologov, ne, kar verjetno nakazuje, da tudi na tem področju se je le dognalo, da je, če zelo posplošim, ta prava glava še kako pomembna, ne. Da niso samo mišice, da je tudi glava pomembna. Ampak enako velja pa tudi na tem področju, ne. Ob stiku z nekimi stresi, travmami, ne, ke sva že omenjala, je očitno pomembno, da se s tem pač, bom rekel, spopademo. In zakaj je še vedno, majčkeno ste že nakazal, zakaj mislite, da je to še vedno tako stigmatizirano? Zakaj reči, jaz imam pa določene psihične težave, recimo tako nerodno oziroma to povedati, sram je ljudi tega reči, tišimo to v sebi, si ne upamo, kaj bo kdo rekel. Ja, to so v bistvu teli na neki način malomeščanski ozirji, ne. Če poiščem pomoč, priznavam, da sem šibak, a ne, ampak to bo treba pač obrniti, a ne. Ker imam moč, grem po pomoč. Ampak verjetno boste pa rekel, da
nesoočanje s temi težavami, pa ne razreševanje teh težav, ne, kot recimo prej ste jih omenil, ne, nekaj pri teh vaših 4 kolegih, pa lahko pripeljejo še do globih težav. Ali je to tista logika, saj to bo šlo, tako kot prehlad? Ne gre. Če se nabira, ima lahko posledice na številnih področjih. Jaz se spomnim ene zdravnice, ki je skrbela za eno poklicno gasilsko enoto, je na predavanju rekla, ne, tja do enega 32. leta imajo vse izvide BP. Potem se pa začne kazati, da to ni običajna služba. Ja. Na laboratorijskih izvidih, kjer so številke čisto jasne, a ne, kljub temu, da skrbijo za to, da imajo neke dejavnosti, ki jih povezujejo, kljub temu, da imajo pogovore po intervencijah, ampak dejstvo je, da to ni običajna služba. No, to vsekakor. Verjetno smo se pa tudi kot družba navadili, ne, ker če si nekdo roko zlom ali pa nogo zlom, pa ne more hoditi, je to jasno in je to postalo normalno, ne. Če pa ti spati ne moreš, pa lahko recimo zaradi nekaj časa to malo hliniš in skrivaš, ne, dokler pa se ne začne kazati na krvi, recimo, ne. Dokler ni prehudo, ja. Dokler ni. Pač stvari se počasi spreminjajo, mlajši so bolj dojemljivi in jaz mislim, da grejo stvari kljub vsemu v ta pravo smer, čeprav bi bilo boljše, da bi šlo hitrejše. Pri tej nudenju pomoči, psihološke, bom rekel, vašim kolegom, a nudite pa pomoč tudi recimo svojcem, udeležencem nekih nesreč? Ali je to organiziran? Ali je to kaj pri nas organizirano? Jaz bom tako rekel, poskuša se organizirati. Se pravi, ta ekipa, o kateri sem govoril, je zadolžena za psihosocialno pomoč reševalcem. Policija ima znotraj svojih vrst to organizirano, verjetno tudi vojska. Za prebivalstvo se poskuša, ampak saj veste, čakalne dobe za to področje so enormne, sploh zdaj po koroni, a ne, tako da dobivam pa veliko takih klicev, ko se neka stvar zgodi, ko se pričakuje, kakšna bo novica, včasih kličejo že vnaprej, kako ljudi pripraviti na tisto, kar bo prispelo kot tragična novica. Koliko je pa zares pomembno, da je neka tovrstna pomoč relativno hitro po nekem dogodku? Ker si predstavljam, oziroma tudi iz nekih svojih izkušenj, je nek pogovor ali karkoli, bom rekel, čim hitreje veliko bolj koristen kakor čakanje, ker človek se potem začne tudi lahko začne lahko z nekimi potlačitvami ali z nekim begom ali ne vem kakšni so vse lahko odzivi na neke take najboljše bi bilo situacije. takoj, če je le možno, ali pa vsaj v najkrajšem možnem času, da se ljudi takrat na nek način tudi osvesti, pa da se tiste njihove bližnje pouči, kaj pravzaprav lahko takrat naredijo, če hočejo res pomagati. Se pravi, da poznajo procese žalovanja, v kakšni fazi je nekdo po enem tednu, po enem mesecu, po pol leta. Mogoče lahko zdaj na tej točki tudi povem, kako sem jaz pravzaprav vas spoznal. In sicer pred leti, ko je ena prijateljica pač preminula v gorah, smo se takrat prijatelji majčkeno zorganizirali, ker smo bili tudi sami v nekem šoku, predvsem pa nismo vedeli, kako pomagati potem bližnjim. In je, niti se ne spomnim kdo, prišel v kontakt z vami in vas poklical in smo se dobili in ste nam potem, ste nas pravzaprav malo podučil. Ne, ker takrat sem že rekel, bili majčkeno v šoku in potem smo vsi hoteli drveti in iti vsi še v štacuno po kruh pa po mlek, da ne bo treba domačin in bomo zdaj ne vem kaj vse doma tam naredili. Potem ste nas pa malo
bom rekel, pošolal, pa majčkeno streznil v tem smislu, da je stvari treba najprej razumeti, kaj se sploh ob tako močni, grozni pravzaprav izkušnji dogaja z pač bližnjimi, najbližnjimi, in ste nas takrat podučil o 3 korakih, ki se zgodijo po neki taki izkušnji. Ja, gre za te dost natančno opisane procese žalovanja po enem takemu tragičnem dogodku, ki je v planinstvu, alpinizmu Pač prisoten, ne? prisoten in bo prisoten zmeraj, dokler bo pač ta dejavnost, a ne. Na začetku gre za eno tako fazo šoka, ko v glavnem ni nekega čustvenega odziva. To sem večkrat doživel, da so imeli težave kolegi reševalci, kako se niso pokazali nič, a ne. Takrat deluje človek zelo samodejno in tisto, kar pravzaprav rabi, je to, da mu pomagamo pri teh organizacijskih stvareh. On se takrat ukvarja s tem, kako bo potekalo slovo, kje, kdaj bo pogreb. Takrat pomagamo s tem, a je treba koga poklicati, a rabiš kakšen prevoz, a rabiš denar. Ja. In potem pride pa faza odpora. Ta prva faza je, ne vem, recimo 1 teden, 10 dni, ta druga je mesec, 2 meseca, ko pa pride zavedanje, kaj se je zgodilo, in se človek ne more s tem sprijazniti. Se pravi, postavlja si vprašanja, kako se je to glih meni lahko zgodilo. Se pravi, v tej prvi fazi on rabi čisto tako organizacijsko pomoč. V tej drugi fazi pa rabi poslušalca, ker on more to povedati čim večkrat. Zdaj, če pa pomislimo, kako se ljudje obnašamo, a ne, tistih prvih teden, 10 dni je okrog človeka, ki je v tej stiski, ki je doživel izgubo, na stotine ljudi, ki so čisto nepotrebni. V ta drugem mesecu ali pa 3. mesecu, ko bi pa on rabil poslušalca, pa ni nobenega. Se pravi, kaj lahko mi naredimo za prijatelja, da ga takrat poslušamo. Saj on bo govoril eno in isto. Ampak če ne bo povedal tega zadostkrat, ne bo prišel v naslednjo fazo. 3. Ja, to je pa pol, tako se reče, dezintegracija, se pravi, sprijazne se z dejstvom, ampak naenkrat je vse drugo nepomembno. Takrat mu pa lahko pomagamo, ker je on dezorganiziran, da organiziramo namesto njega. Ne vem, če je bil na študiju ob delu, a si se prijavil na izpit, a te prijavim jaz, a ti gremo v knjižnico po knjigo, a bo skupaj malo to pregledala, ker za njega bo to, da naredi neko šolo, pomembno za nadaljnje življenje. Zdaj pa za njega ni, ker on je v fazi preživljanja te bolečine. Takrat pa organizirati namesto njega. Prav v prvem delu samo taka organizacijska pomoč, v drugem delu pa rab poslušalca. Jaz velikokrat povem na predavanjih, a ne, ko smo bili na Okrešlju, tam se je smrtno ponesrečilo 5 gorskih reševalcev. Jaz sem bil v helikopterju ene par ciklusov prej. In potem, ko takrat ni bilo mobitelov, ampak novica je šla v eter. 5 mrtvih na Okrešlju, iz Tolmina smo bili pa 4. Si lahko predstavljate, kakšna panika je bila doma. Ojej. No, ko smo prišli domov, smo najprej šli vsi v svojim družinam, da so se prepričali, da je z nami vse v redu. Potem sem pa šel k starejšemu kolegu, pri njemu sem bil kakšne 2 ure, in drug dan mi je rekel, a veš, da se ti meni včeraj vsaj 15krat razložil, kako se je nesreča zgodila. In jaz se tega sploh nisem spomnil. To se pravi, jaz sem imel potrebo o tem govoriti, ker jaz nisem bil bližnji, a ne, na tak način, kot je najbližja žlahta, ne. Jaz sem bil že v drugi fazi odpora. On bi bil pa očitno pripravljen poslušati, ker drugače mu ne bi razlagal eno in isto toliko časa. Ampak jaz tega v glavi nisem imel. Nisem se spomnil. Ja, saj
telo pač gre takrat majčkeno mimo nekega zavedanja, ne. Možgani pač odreagirajo, kot odreagirajo. Kaj pa, kje pa pride recimo potem neki moment, ali pa saj nikoli ni moment, no, ampak proces, ki pa lahko človek reče: "Zdaj sem pa nekako predelal neko izkušnjo." A to pride sploh kdaj? Ali se ljudje z nekimi težkimi situacijami enostavno naučimo živeti in jih pač imamo in potem sobivamo z njimi, da lahko naredimo neke nadaljnje korake? Ja, odvisno je tudi od tega, če so te faze potekale na tak način. Se pravi, da se tista prva faza ni vlekla predolgo, zlasti, da se ta druga ni vlekla predolgo in da je tudi tista dezintegracija, ko je vse nepomembno, ne vleče predolgo, ne, to je pač en tak normalen način žalovanja. Zdaj, koliko časa to traja? Jaz imam pač osebno tragično izkušnjo, dvakratno, a ne, ko se je ponesrečil sin. Po enih 3 letih se mi je zdelo, saj zdaj bo pa nekako šlo. Pa gre? Ja, dobro, zdaj je že 17 let, a ne, to je že čisto nekaj drugega, ne. Zdaj lahko o tem govorim, recimo 3 leta pa nobene šanse, da bi lahko. Ni to na hitro. To si predstavljam. Pogovor pa prijatelji, pa to pa vedno pomaga. Ja. Kot ste rekel. Res moramo vedeti, da takrat, ko je nekdo v stiski, potrebuje poslušalca. In to se lahko tudi med sabo razdelimo, a ne, danes boš šel jaz, jutri boš šel ti, ker s tem največ pomagamo. Saj on bo govoril eno in isto, ampak očitno mora zadostkrat povedati, da preide pol v naslednjo fazo. In to res poslušalca z velikim P-jem, ne. V bistvu ne pogovor, treba je človeka takrat res samo poslušati. Ja. Ne pa ga karkoli prepričevati, ne. Da je kako drugače, pa to se mi zdi Ja, tudi kar predvsem taka stvar. ne upadati s svojimi interpretacijami pa svojimi izkušnjami, ker tam si zaradi njega. Ja, ja. Ja, Kar je zelo težko. To pa točno to spet zahteva neko zrelost, ne. Saj zato je fajn, da se na take stvari pripravljamo vnaprej, a ne. Če Ja. imamo recimo, ne vem, po neki intervenciji pogovor, potem bo vsaj tisti, ki sodelujejo, že imeli v glavi ta vzorec, a ne. Kadar se nekaj takega zgodi, je treba na tak način, a ne. Zato je bilo za mene zelo tako dobrodošlo povabilo, ko sem imel za bodoče alpinistične inštruktorje pa vodje alpinističnih šol. To so ljudje, ki je verjetnost, da se bo nekaj takega zgodilo, bistveno večja kot v drugih dejavnostih. To pač je, to je pač Ja. narava udejstvovanja v gorah, ne. A pa se zgodi kdaj recimo znotraj enot gorskih reševalcev, da kakšen izmed vaših kolegov pa reče: "Tole pa preveč, jaz pa ne zmorem tega. Sem se trudil predelovati določene stvari, ampak tovrstne situacije so preveč intenzivne zame in jih ne zmorem." Tako, da bi zaradi tega dogodka kdo šel, se spomnim samo enega primera. Tudi drugače, da bi ljudje odpadli zaradi intervencije, mislim, da ne. Očitno glih toliko se že poskrbi tudi za to področje, da. Ste pa že prej rekel, da pravzaprav danes je ta osveščenost znotraj enot gorskih reševalcev višja, kakor je bila, pa verjetno so še rezerve za napredek. Zdaj, glede na to, kolikokrat pokličejo, vsaj mene, je šla stvar precej naprej, a ne. Tudi dogaja se,
kar nekaj takih primerov je bilo, ne. Zima, turna smuka, mladega zagnanega alpinista, ki se je še s turnim smučanjem začel ukvarjati, ni domov. In je precej predvidljiva, kakšna bo situacija. In to so klicali že pozno zvečer, a ne, ker naslednji dan so ga pol našli, a ne. Kako naj pa jutri pristopimo, kako naj sporočimo. A pa se človek lahko teh situacij zares navadi? Kakor rečemo, če kakšno stvar dolg časa delaš, se pol pa navadiš. Ne, tega se tudi ne bi smel navaditi, a ne. To je izjemna situacija, tragični dogodek, treba je biti tudi pieteten, a ne, ker če bi se tega navadil, pol nisi več. So pa ene stvari, ki lahko precej vse skupaj olajšajo. Kadar se pogovarjamo z mlajšimi reševalci, ko ti greš na eno tako situacijo, zato da nekoga pospraviš v vrečo pa daš na nosila, ni treba, da gledaš sploh ne obraza. Ker če boš ti videl, ne vem, eno zlomljeno golen ali pa zlomljeno podlaht, boš to pozabil v parih urah. Če gledaš obraz, ga boš pa nosil s sabo lahko še zelo dolgo časa. Se pravi, čisto take tudi tehnične podrobnosti, ki lahko veliko pomagajo. Na koncu koncev pa tudi ni treba, da so vsi ves čas zraven. To lahko naredita dva. Razumem. Naslediš pa dva druga, ne. In fajn je, da to ni prva izkušnja enega mladega reševalca. Da se postopoma navaja na tudi tisto najhujše. Pa vas je znotraj, bom rekel, celotnega slovenskega prostora dovolj reševalcev, ki imajo tudi strokovno usposobljenost, tako kot vi, ne? Ali pa mogoče še kakšna sorodna. Jaz mislim, da ni treba biti glih psiholog ali pa kaj podobnega za to, ne, ampak da je to zavedanje, kaj smo dolžni narediti po intervenciji. To se pravi, ne samo, kako je intervencija tehnično potekala, ampak tudi, kako smo mi kot ljudje. Skratka, čisto neka osnovna čustvena inteligenca in pa v bistvu pripravljenost na to. Ja, saj teli recimo zaupniki, ki so zdaj, koga so predlagali? Ja, tiste ljudi, na katere so se že tako obračali zaradi različnih težav. Recimo, jaz sem poslušal izkušnjo iz policije. Policija ima zaupnike že več časa, ker je pač drugače organizirana struktura. Zaupniki so poročali, da so prihajali k njim policisti zaradi službenih zadev v 1/3 primerov, največ. Ostalo so pa normalne človeške težave, se pravi, otroci ga biksajo, s partnerjem sva se... So težave. So težave, pa krediti, pa take stvari. Ja. Se pravi, čisto običajne... Življenjske stvari, ja. Če pomislimo na svoje skupine, s katerimi se družimo ali pa delovni kolektiv, se bo vsak spomnil enega, kateremu gre po pomoč, kadar ima težavo, ne. Ja, drži. To je pač primeren človek, da pol recimo v eni reševalni skupini prevzame tole vlogo. Sem se pa zdaj spomnil, da sem imel pred leti prijatelja, ki je bil policaj v teh enotah intervencijskih, torej na klic, ki so bolj izpostavljeni, ker pridejo na dom, pa tam doživijo pol vraga, ne. In je razlagal, da on je pravzaprav takrat, ker je bil pa moj, bom rekel, sotečajnik v alpinistični šoli, da je šel, da se je našel v plezanju, je potem predvsem športno plezal, da mu je to nek tak antistresor tudi kot protivtež tem stvarem, ki jih doživlja v službenem času, in je tudi razlagal, da ima kolege, ki pa niso recimo teh stresov, bom rekel, se z njimi spopadali verjetno, če je plezanje dobra stvar, so šli mogoče pa v kakšen neke bolj destruktivne vzorce vedenja, v smislu, da so piti začeli, pa celo kakšne droge in tako. Ja, tega je veliko, ne, reševati problem na ta način ne more imeti dobrega konca. Je pa čisto jasno, kadar imaš nek problem,
pa se samo s tistim problemom ukvarjaš, ne boš prišel nikamor. Če vzameš superge pa trenirko, pa greš na 10 kilometrov, bo problem lažje rešljiv. Če ne greš pa na 20, pa bo še lažje. Ja, to pa vemo, to pa ne rabi biti človek usposobljen na področju hribolazenja, ampak že samo če greš ven, se majčkeno po domače rečeno zluftati, je takoj boljše. Saj večina sporov teh recimo družinskih je doma v kuhinji, ne? Ja. Ampak tam noter bomo ta problem zelo težko rešili, ne? Če gremo hoditi tečta, ne bo pa tisti problem zelo minoren postal po pol ure ali pa po 1 uri. To je ena stvar, verjetnost, druga stvar je pa tudi zavedanje, da stvari zahtevajo svoj čas, ne. In določene stvari se tudi ne da čez noč rešiti, ampak zahtevajo nek čas, ne. Sej tudi te travme, če so hujše, to se ne da rešiti z enim pogovorom, ne. seveda. To imajo zelo dobro razdelano, recimo švedski gasilci, lestev pomoči. Kdaj se ukvarjaš z enim posameznikom, kdaj s celo skupino, kolikokrat. Pa kdo to naredi, a ne, na tej prvi stopnji defusing, a ne, to je zadosti, da je eden od usposobljenih na tem področju. Za tiste težje stvari pa mora biti pa že nekdo, ki malo bolj obvlada. Je bila pa njihova izkušnja tako, da če je poskrbljeno za to, da se vsak ozavesti o problemu, če skrbi za to, da je fit, če ima prijatelja, ki si izmenjata znake stresa, če je ta razbremenilni pogovor, ne, potem so neko travmatsko terapijo, se pravi psihiatra, rabili manj kot v 1%. Ja. In to po najhujših travmah, ki so jih doživeli na intervencijah. Zanimivo. Zdaj, iti k psihiatru ni nekaj nevtralnega, ne. Zato se splača poskrbeti za to, da ne bo treba. Ja, seveda. Koliko pa mogoče, glede na to, da ste psiholog, ne, pa tudi potem ste se še dodatno usposabljal, izobraževal, koliko je pa na področju, bom rekel, teh psiholoških znanosti skozi čas zdaj nekih novih spoznanj ali pa vpeljevanj nekih novih tehnik za soočanje z določenimi situacijami, zdaj konkretno tudi ob recimo nesrečah v gorah in tako, ali pa na cesti, pri gasilcih pa tako naprej. A se tudi na tem področju, bom rekel, v znanosti iz tega področja ali pa vedenja stvari premikajo, izboljšujejo, nadgrajujejo? Zdaj tega niti slučajno ne poznam, ne dosta, ne, ampak danes se ogromno govori glih o teh stvareh, nevroznanost in tako naprej, a ne, in zagotovo bodo našli še kaj. Sploh pri tej travmatski terapiji se uporablja stvari, ki niti imen ne znam našteti, ne, ampak Ja. uporabljajo ta spoznanja. Ampak verjetno na koncu dneva je pa tista neka osnovna človeška toplina, ali kako hočem reči, ali srčnost, pa si predstavljam tista glavna, ki pač pomaga nekomu, ki se sooča s neko težjo situacijo, ne. Saj sva tudi že parkrat omenila. Ja, to dejavnost bo zelo težko dobro opravljal, če ni recimo doma razumevanja. Ker to nujno nosiš s sabo, ne. Pa tudi ni vseeno, a si na intervenciji, ne vem, 5-krat na leto ali pa je to po letnem času vsak drugi dan, vsak tretji dan ali pa še bolj pogosto. Takrat mora biti tudi razumevanje nekoga, ki te pričaka doma, s katerim se lahko pogovoriš, ali pa zadosti širok krog dobrih prijateljev, ki ti omogočijo, da to predelaš. Verjetno pa rabite reševalci, pa tudi sicer potrpežljive partnerje, bom rekel, glede na to, da so akcije vedno nenadne, ne, redko, si predstavljam, nikoli vedene vnaprej in morate spustiti kdaj tudi kakšno priložnost, ker bi sicer bilo boljše, da bili doma,
ali pa bi morali biti doma, recimo, ne, rojstni dnevi, dopust, ne vem kaj. Ja. Pač to je na nek način postane del življenja. Zdaj glih pred kratkim sem se pogovarjal z eno pač zdajšnjo sodelavko, ne, partner je gasilec, in ko se je pač nekaj razburjala, je mama rekla, ne, gasilci so bili prej. Pač to si vzela. Ja. More biti pač razumevanje za to področje in to je stvar cele familije, ne. No, pa sej ponavadi, ko dva prideta skupaj in se spoznavata in potem, ko pride mogoče neka odločitev, zdaj bova pa se celo zavezala, ne, se take stvari vzamejo v zakup, ne. Ja, to je v paketu. To je v paketu, ja, po domače povedano. Verjetno pa, ne, sej že tisti, ki poznamo vas gorske reševalce, jaz sicer vas osebno toliko ne poznam, ampak nekaj jih pa poznam, pa tudi nenazadnje je tudi stereotip gorskih reševalcev, da ste to neki srčni ljudje, in če se vrneva zdaj na to neko partnersko zvezo, ne, je tudi to neki velik plus, ki pač pride tudi v paketu. Mogoče, saj vem, skromnost je lepa čednost, ampak se mi pa zdi, da ljudje to čutimo in tudi glede na to, da ste prostovoljci pravzaprav vsi, ne, da to delate zaradi tega, ker čutite to neko potrebo in pripravljenost pomagati, zato vas pa tudi ljudje cenimo in prav je tako in nenazadnje upam, to pa zdaj naslednje vprašanje, a vas tudi država dovolj spoštuje oziroma vas dovolj ceni, da vam vsaj tiste osnovne stvari omogoča, da lahko opravljate to svojo, jaz mislim, da neke osnovne stvari so zorganizirane, tako da se dobi pač opremo, vozila. Še največji problem je ta odsotnost, a ne, ker delodajalec dobi refundacijo osebnega dohodka, ampak eni takih krajih, kot so naši, a ne, nekdo, ki ima privat firmo, pa ima v službi 3 gasilce pa 2 gorska reševalca. Pa je zdaj že problem. Ja. Njemu nadomestilo za osebni dohodek ne pomeni nič, če mora stroje ustaviti, a ne, tako da. Ja. Na srečo je večina teh, vsaj naših intervencij, popoldne pa vikendi, a ne, tako da nekako gre. Se shaja. Pol pa verjetno vedno neke te težave pa ta usklajevanja, ki pa verjetno jih potem tudi, bom rekel, funkcionarji nekako usklajujejo in verjetno bo to vedno nek tudi proces, na katerem bo treba delati. No, če izkoristim to priliko, zdaj se pripravlja pač zakon o GRS-ju. Ja. Po zgledu gasilcev, recimo Hrvaška ima ta zakon že kar nekaj let, s katerim se bo pa to verjetno dalo boljše urediti, a ne. No, saj, ko bo kaj več znanega in ko bojo bolj konkretne stvari sprejete, v tem verjamem in tudi pričakujem, da se bo takrat govorilo več o tem. Sem pa vas že prej hotel vprašati, pa nekaj ste že govoril, vi ste zdaj upokojen, ne, torej časa ni nič, ne. Ste pa delal kot psiholog v osnovni šoli. Ja. Kako pa je to izgledalo? Jaz, ko sem se zaposlil v osnovni šoli, sem že prej se ukvarjal s tabori in v šoli sem začel z enimi 4-5 dejavnostmi. Ena je bila tekaška skupina, prevzel sem eno skupinico pri atletskem društvu, potem sem začel z šolskimi ekipami prve pomoči, pa tabori planinskimi. Zdaj, če gremo na enega, ne vem, 7-letnega otroka, kaj pravzaprav psiholog predstavlja 7-letnemu otroku? Če si pa ti z njim preživel večer pri tabornem ognju, če si ga peljal na Mangart, kar nekaj takih je bilo, ne, imaš po njegovih očeh čisto drugačno vlogo. Kar ti tudi olajša delo z ostalimi. Če pridem jaz v razred, kjer je noter samo 3 ali pa 4 otroci, ki so bili na taboru, potem jaz samo njih pogledam. In oni naredijo red. Ja. Pa mir, ne.
Pol recimo, če imaš ekipo prve pomoči, postanejo otroci senzibilni tudi za težave drugih. In če imaš ti nekoga, ki lomi škatle, najboljše, da ga daš v ekipo prve pomoči. Pa mu daš še zadolžitev, da skrbi za druge. V glavnem preko teh dejavnosti pridgati o tem, kako naj bi bilo, nadaljuje. Ampak se to je to, ne? To je predajanje nekega vedenja, zavesti ali kakorkoli prek neke izkušnje. Ne zgolj prek nekega besednega sporočila. Ker verjetno se tudi ljudje lažje dojamemo neko stvar, če imamo neko izkušnjo, kakor če nam nekdo samo pove, pa si v glavi nekaj predstavljamo. Sigurno. Ne moremo recimo pričakovati, da bodo otroke zanimalo znanje. Mene ni zanimalo v osnovni šoli, pa tudi v srednji šoli, ne, pa tudi še pol samo tak zelo ozek del pač tega področja. Če pa naletijo na človeka, ki nekaj zna, pa otrok reče, jaz bi bil tudi rad tak. To sem imel pa res take izkušnje s Taborova, ne. Pokojni doktor Andlovc, ki je imel za sabo neverjetno življenjsko zgodovino, od druge svetovne vojne v partizanih, pol je bil zdravnik na Mostu na Soči, jaz sem bil njegov pacient, ko sem imel 3 mesece, čez 25 let sva bila na Konkagvi skupaj, ne, pol je pa hodil v Himalajo. In ko je on prišel na Tabor, je otrokom predstavil eno ekspedicijo. Pol pa še z nami šel v hribe, zvečer pri tabornem ognju kaj povedal, a ne. In zmeraj je kakšen otrok vprašal, kako si lahko tak. Ja, moraš biti zdravnik, planinec, alpinist in tako naprej. Kako pa rataš dohtar? Gimnazijo moraš narediti, a ne. Če češ na gimnazijo, se moraš pa zdaj učiti. Ne zato, ker te to zanima, ampak ker bi bil rad tak, kot je on, a ne. To pa deluje. Pa mislite, da je po vaših dolgoletnih izkušnjah šolski sistem tak, da pravzaprav otrokom omogoča dovolj tazga predajanja znanj in izkušenj in vedenja? Ali je sistem preveč naštevanje in srkanje neke vsebine? A imajo otroci dovolj možnosti, da se družijo tudi na mogoče večdnevnih izkušnjah, kot so neki tabori recimo? Ali pa, saj ni nujno, da so zgolj planine, saj možnosti je veliko. Ja, sistem je pač tak, kakršen je. Takih izkušenj je sigurno premalo. Prvič, ker ni ljudi, ki bi to počeli, ne. Drugič so pa otroci zdaj čisto preveč vpeti v ta digitalni svet, ki pritegne bistveno lažje pa bistveno hitreje. Ja, ker tule so pa impulzi pa izredno močni in Ja, veliko jih s tem ne moremo tekmovati, a ne. Nekoga Ja. prepričevati, da je to škodljivo, to nima nobene zveze, vsi to počnejo, a ne. Da pa doživi izkušnjo, ne vem, sončnega vzhoda, sončnega zahoda, je pa treba veliko več časa pa energije. Ker vi ste mogoče še organiziral za otroke, družine veliko nekih taborov. Ja, ene 2 meseca na leto, 40 let. No, to Tako je da veliko. enih 15 do 20 tisoč otrok je bilo in izkušnje so pač dobre. Zdaj, ko se srečamo po mnogih letih, a ne, se v glavnem tega spomnijo. Ampak to lahko tudi jaz pritrdim, recimo, nisem bil na vašem taboru, ampak že iz osnovnošolskih dni, tudi gimnazijskih, ko smo šli nekam za več dni, so bile izkušnje tam vedno močne, prav močnejše na vseh področjih, ne, teh prijateljskih, potem tudi, če so majčkeno hormončki delovali, stvari, ki smo jih spoznavali, ki smo se pogovarjali, od stvari, ki smo jih doživeli, ne, od pomivanja posode, ne, nazadnje, ali pa karkoli. In kako pa, da recimo sistem
Ker predstavljam si tudi, da je verjetno mogoče od šol do šol različno, odvisno od tam nekega kadra in njihovih nekih interesov, sposobnosti, ali kakorkoli rečem, ampak ne nazadnje pa še vedno neke, ker nisem iz teh voda, direktive pa vseeno prihajajo, bom rekel, do zgori, ne, iz ministrstev in tako. Ja, ne vem, koliko se zavedajo tega, da se s tem res veliko izgublja. Ena čisto taka stvar, recimo, šola bi imela možnost izbirni predmet. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. To smo uvedli v sklopu Uprave za zaščito in reševanje. Ja. Sem sodeloval pri pripravi predmetnika, elektronskega učbenika, izključno elektronskega, nobene trgovine z založbami. Meni je šlo skozi glavo takrat, pa čakaj malo, za varnost otrok skrbi Uprava za zaščito in reševanje, v bistvu Ministrstvo za obrambo. To bi bilo logično, če bi imeli naborniško vojsko. Ko pol bi bil minister Šarec, recimo zdaj, a ne, zainteresiran, da čim več mladih fantov dočaka 18 let, da bo imel vojake. Ja, seveda. Ampak mi nimamo naborniške vojske. Ne. Kaj je naredila pa šolska sfera, oblastna? Prve pomoči v osnovni šoli ni. Oziroma je zginila v nekih medpredmetnih povezavah, kar je isto. Ampak jaz se spomnim, da sem jih še imel. Ja, to je bilo v okviru, mislim, da naravoslovja, biologije, par ur vsaj, ampak nekaj je bilo. Ni, se pravi, na osnovni šoli za to skrbimo prostovoljci Rdečega križa. Se pravi, otroci učijo o, zdaj bom malo žleht, levem pa desnem prilastku, kar bodo sigurno rabili v življenju, ne, ustaviti krvavitev, je pa problem, ne. Ampak nisem to, da bi to znali. Sem že rekel, takoj, ko je neka taka dejavnost, postanejo otroci senzibilni za to, kaj se dogaja okoli njih. Ker če ti nekomu nameščaš kompresijsko obvezo, pa ga takole malo stisneš, a ne, boli. Seveda boli. A veš, kako boli še tisto, kar si ti prej sošolcu naredil? Ali pa kako boli punco, ko si rekel, da je bajsa. Ja. V tem okviru se da veliko doseči na zelo enostaven način, tega pa vsaj sistemsko ni, a ne, šol, ki imajo ta predmet, je silno malo. Ker tako, ne, že jaz recimo, nestrokovno, če razmislim, kako so se starši z mano ukvarjali, ko sem bil mulc, pa kaj vse smo v šoli počeli in na kakšen način, pa če mogoče zdaj neke situacije opazujem, pač opažam neke razlike. Ne? In enostavno mogoče, ne, pa tako, pa nočem biti preveč gostilniški, ampak velikokrat se starši pritožujejo, kaj vse je narobe, pa to ne znajo, pa pa preveč tistega, pa telefonov preveč, pa ne vem česa. In tako, zelo množično je to pritoževanje in jaz se dostikrat vprašam, zakaj pa se ni nekega angažmaja, da bi se kaj premaknili. Pa se celo še naslednji korak, kako da to recimo stroka ne zazna. In ne, se ne odzove na ene stvari. V šolo je vdrla trgovina, ne. Ta krožek, pa krožek, pa ta klub, pa klub, a ne. Mi smo imeli en tak tečaj za otroke, angleščine za najmlajše, a ne, je pač ena kolegica organizirala. Hkrati je pa otrokom namestila merilce gibanja. To smo imeli na Karavli, na Nadeži, in program je bil približno tako, večina tega pouka je bila z gibanjem, plesom in tako naprej. Vmes pa po gozdu. Otrok so kar, a lahko gremo v gozd, lahko gremo. No, to je pol pobrala z merilcev gibanja, profesor Karpač je to pol tudi potrdil, a ne, na enem taboru, kjer je bila v prvi vrsti sicer pouk, angleščina, je bilo več gibanja, kot na povprečnih športnih pripravah. Prosta igra v gozdu je najbolj aktivna. Nobenih žog, nobenih igrišč, nobenih
drage opreme ni treba, ne. Danes je pa že problem, da ne vem, kdaj ste videli zadnjega otroka, ki se je poškodoval, ki je padel z drevesa. Ja. Ne obstaja več, a ne, Saj to je, praktično. to je zdaj že tako malo zlajnano, ne, ampak naš pa tega ne bo, da si na kaj naredil. Ampak pa izkušnje ni, ne. Ja, ni izkušnje, saj kaj se pravzaprav dogaja z razvojem možganov, a ne. Povečevati se more število povezav, to se pa ne more z klikanjem na tipke, ampak gibanje, druženje, te socialni stiki. Prej ste omenil, koliko krožkov pa kako je trgovina prodrla v šolo. Jaz sem se zdajle doma čudil, da si šole tudi same izbirajo, katere učbenike bojo imeli. Saj vem, da je to čisto druga tema. Ampak v mojih časih smo imeli vsi iste učbenike. Zdaj pa pač različne založbe imajo Ja, to je še različne ena trgovina. učbenike in se mi je zdelo hecen. Mi je pa šla tudi zdajle skozi misel, skozi glavo ena misel od Marjana Kregarja, tudi alpinista, reševalca iz Kamnika, ki je pred leti v enem takem pogovoru rekel, ja, da saj starši so, ne vsi, ne, ampak mnogi najbolj veseli, ko dajejo svoje otroke na število interesnih popoldanskih dejavnosti, zato da se jim pol ni treba z njimi ukvarjati. Se mi je zdelo takrat, mogoče nisem toliko razumel, ker to je tudi bilo že 10 let nazaj, ampak tako se mi zdi, da so otroci danes res obremenjeni z vso to vsebino v šoli, po drugi strani se je pa družba toliko spremenila, da te osnovne stvari, o katerih tudi vi zdajle govorite, pa tudi sicer jih ne dobivajo, se jih ne doživljajo, ne priučijo in potem odraščajo v neke odrasle osebe z nekim mankom čisto osnovnih izkušenj. Ali je to preveč posplošena laična misel? Ma ni. Tisto, kar jim najbolj manjka, je to spontano združenje zunaj, neorganizirano. Da bi preživljali popoldneve skupaj, da bi se klatili po gozdovih, da bi se igrali ob vodi, da bi delali hiše na drevesu. Ja. Se družijo, ampak preko spleta. Ja, saj to. To ni nobene primerjave. To ni nobene primerjave, pa, ampak spet bom rekel, koliko staršev se pritožuje in v bistvu govori vse to. Samo tako se mi zdi, da nič se pa ne premakne. Pa vsi se pritožujejo čez ekrane, telefone, ne vem kaj. Pa zakaj recimo pa neka šola ne pokliče starše pa rečete, lejte, dajte otrokom povedati, saj mogoče v tem obrcam, ne. Ampak rečete svojim otrokom, na naši šoli otroci puščajo telefone doma. In jih pač ne bojo imeli več. Jaz mislim, da bi ugled šole in učiteljev s tem zelo zrasel. Pa hitro bi se razvedlo. Glejte, vsi tile od Steva Jobsa naprej, a ne, so zaposlili varuške, ki so imele glavno zadolžitev, da se njihovi lastni otroci ne bodo špilali z elektronskimi napravami. Očitno že vejo, da to ni v redu, a ne. Ja, zanimivo. Ja. Verjetno bojo kakšni premiki tudi na tem področju. Upam. Ker dostikrat iz področja gorništva pa veva, ne, vi verjetno še ker ste dalj časa na tem področju, da se pa včasih na žalost more zgoditi nekaj velikega, v bistvu strašnega, ne, da se potem neki premiki zgodijo. Ampak zdaj na področju psihologije, sploh pa, ne, tudi par dni nazaj sem poslušal neki prispevek v Odmevih o samomorilnosti med najstniki in ne, pa to je verjetno zgolj kaplja čez rob psiholoških problemov. Kaj vse je prej, da do tega sploh pride in koliko se številke povečuje in tako naprej. Teh težav je veliko in se na koncu človek res vpraša, kaj za vraga se pa more na tem področju zgoditi, da se bojo neki premiki zgodili v družbi. Ja, v zadnjih letih, 2, 3, sem se ukvarjal s
vsaj 2 takma primeroma, ne, kjer je bilo glavno vprašanje pol profesorjev, učiteljev, ne, kako da nismo nič vedeli. Nemogoče med 8. pa 12. uro. Saj otroci so več ali manj vsi enaki v razredu, a ne. Se koliko dan so najstniki, jih vejo njihovi starši, čisto zares. Koliko vejo učitelji, še manj, a ne. Se pravi, če hočemo pa neko tako reč preprečiti, a ne, je šlo za samomor v obeh primerih, a ne. Pol pa je panika, ali bi morali, ja. Potem se bo pa treba ukvarjati še malo drugače, se pravi, treba si bo vzeti čas, kakšno uro popoldne, kakšen vikend, kakšen teden med počitnicami. Ker otroci to povejo pri tabornem ognju. Pa to ne prvi večer, ampak No, saj. tretji, četrti, a ne, ko je pod zvezdnatim nebom, s prijatelji, ki so se povezali, ki so se začeli že tudi malo očkati, a ne. Ja. Pol pridejo te stvari na dan. To terja cajt pa energijo. Ja, sej, te pa danes noben nima. Ja, težko Menda. je na tem področju kaj premakniti, a ne. To se moraš pač sam odločiti. To drži, čeprav verjetno služba je taka, kaj je. Ne? Ja. Ni tako enostavno službo kar spreminjati, to vsi vemo. Ne? Ampak vsaj prosti čas si pa sami, bom rekel, doziramo in izbiramo. In potem je pa stvar prioritet. In tudi v tem pogledu, recimo, starševanja je tukaj veliko stvar tudi neke izbire oziroma zavedanja, da Ker smo že glih na hribovskem področju, a ne. ja, Peljati najstnika v hribe, katastrofa, a ne. Če ima pa s sabo še 3 prijatelje, je pa veliko lažje, ne. Se pravi, dajmo se samo starši zmeniti, a ne, danes ta vikend bom peljal jaz, pa imata vidva med ene teden, a ne, pa se bomo pa zamenjali, a ne. Ampak takrat je že malo pozno, to je treba začeti prej. ja, v štartu. 7-letnika ni pa noben problem. In Pa- ta izkušnja, a veste, ni neke notranje motivacije. Jaz želim hoditi v hribe. V hribe hodim zato, ker so hribi lepi, oni vlečejo. Ja. Ampak mora to izkušnjo doživeti. Ja, in Je pa vsak začuden, ko vidi, a ne, kakšen razgled se mu odpre, kaj vse se dogaja, ko sonce vzhaja, ko sonce zahaja. No, se je izkušnja dostikrat taka, jaz sam vem, ne, da je na začetku je ropotanje in negodovanja in ne vem česa, na koncu je pa vedno smeh in sproščenost, ne. Saj to je čisto fiziološki proces, ne, Seveda, saj se sploh, če to konci doživijo kot skupina, če jih je Ja, več ja. skupaj, ne, pol še bolj ostane. Žarko, prostovoljc ste že celo življenje. No. Ja. Zelo Od zgodnjih dni. 18. leta naprej. In nenazadnje vam je skupnost na različnih področjih izkazala čast z številnimi tudi mednarodnimi pravzaprav priznanji. Toliko vem, da ste skromen, ampak vse ta priznanja so pravzaprav vam osebno, za vaše življenjsko delo, pa pravzaprav tudi načinu življenja kot prostovoljstvo je. In pa seveda nenazadnje tudi vsem gorskim reševalcem. Ja, se nobene intervencije ne moreš sam speljati, a ne. Jaz to res jemljem bolj kot priznanje neki službi. Sploh to, kar sem v Pincolu dobil, a ne, to je bila zadeva, ke leti na Gorsko reševalno zvezo Slovenije, ki pač nekaj predstavlja tudi širše, ne samo pri nas, smo pač enakovredni člani IKAR-ja in imamo kaj za pokazati. In reševalno in organizacijsko. Nekje ste rekel ali pa zapisal, da je prostovoljstvo imunski sistem ali nekaj podobnega. Ja. Kaj ste hotel s tem reči? Tudi veliko bolj bogate države, kot je recimo Švica, imajo recimo GRS organiziran na
podoben način. Se imajo profesionalce, Cermat, Patela, velika središča, ali pa Francija v Šamoniju, ampak ostalo je na bazi prostovoljstva, ker nobena država ni toliko bogata, da bi lahko to pokrivala s profesionalci, ker je enostavno predrago. Isto je na drugih področjih, a ne. Od prostovoljcev pri najmlajših, pri Rdečem križu, pri drugih organizacijah. Zdajle sem se spet spomnil v bistvu enega filma, pa vojaški je, ne, ko en komandir, ko se njegovi piloti odpeljejo na neko misijo, za katero on tam celo tako se zna zaznati, da ve, da se ne bojo vsi vrnili nazaj, ne, in potem tako reče, da ni nič večjega kot srce prostovoljca. Zdaj me pa zanima, ob vseh teh desetletjih pravzaprav, ko ste prostovoljci in ko pomagate tako na različnih področjih, kaj ste pa vi dobil nazaj od vseh izkušenj ljudi in tako? Glavno je to, da imaš občutek, da si bil koristen. Pač neko sled moraš pustiti. To je zelo pomembna izkušnja in spoznanje. Pa ves čas si v krogu dobrih ljudi pravzaprav, ki počnejo, razmišljajo enako, ne. In tako se potem neka življenjska pot razvije in uresničuje tudi preko recimo gorskega reševanja ali pa podobnih stvari, ki jih izvajate, taborov in tako naprej. Ja, sploh to gorsko reševanje, to je nujno en del življenja. Vse ta drugo nekako temu prilagodiš. Jaz, ko sem bil načelnik, sva se z namestnikom pogovarjala zmeraj, kako bova koristila dopust. Tako da bo eden doma. Temu mora pol slediti tudi tisti, ki so s tabo, in da se pa, ne, speljati. Ja, Žarko, kaj naj rečem za konec? Sem že omenil, pa bom še enkrat, ne, na začetku, preden sva začela, sem rekel, da bi danes pa želel, da vas vikam, čeprav sva oba hribovca, ampak bi vam, pa spet bom rekel, ne nazadnje vsem reševalcem gorskim, pa tudi sicer vsem ostalim, ki so še vpleteni v to dejavnost, izkazal neko osebno, pa tudi siceršno hvalo, ker sej, ne, gorskih reševalcev noče v gorah noben imeti blizu, ne, figurativno rečeno, če se pa kaj zgodi, smo pa vsi veseli, ko pridete in potem pomagate, in res iskrena hvala. Hvala za povabilo.